Zakaj gre? Na tisti prijavi so zapisali, da se bodo dobili za filozofsko fakulteto, da bo tam okoli 200 ljudi in da bo šlo brez oviranja prometa. Da se bodo pomaknili po Borštnikovem trgu, po Rimski cesti, Borštnikovem trgu, Vegovi ulici, Torjanški ulici, na Novi trg, na breg Hribarjevo nabrežje in na Prešernov trg. In na Prešernov trg. Torej, imeli smo dvojne demonstracije. Še v času, ko je študentska organizacija izvajala demonstracije na Prešernovem trgu, še v tistem času, je tja prišla ta skupina ultralevičarjev in anarhistov. In med njimi je prišlo do stika na Prešernovem trgu. Seboj so imeli voziček in kar velike zvočnike. Arhivsko, torej gradivo je tudi v slikovni obliki, da se tega lahko vidi. Tam so začeli pozivati študente, da gredo za njimi. In izven študente je logično, ne? Ali pa zlasti dijaki, ki so jim v večji miri sledili, je logično, da niso ločili, kdo je uradni organizator in kdo so ti ljudje. Zdaj se je večja skupina dijakov študentov priključila. In napotili so se po Čopovi ulici, izven vseh dovoljenj. Prečkali so Slovensko cesto, ki vemo, da je prometna ulica, seveda brez vseh dovoljenj. In nadaljevali do Betovnove ulice, ter prišli na prostor pred parlamentom po Betovnovi ulici, brez dovoljenj, poudarjeno. Ta skupina bila nasilna, priča poročilo, ki ga je sestavila varnostna služba G7, konkretno varnostnik gospod Kreber, do katerega so bili nasilni na Betovnovi ulici, ko jim je prepovedal nadaljevanje poti in seveda so nasilno odšli naprej. Ob 14:10 ure se je to zgodilo. Isto poročilo, iste varnostne službe G7 pravi, da so prve kocke proti državnemu zboru začele leteti nekaj minut kasneje, okoli 14:20. Ko študentov, študentske organizacije tukaj pred državnim zborom sploh še ni bilo. Sploh še ni bilo. Tu se seveda zdaj sprašujem, 6. člen zakona o javnih zbiranjih je relativno zelo jasen. Moralo bi priti do ločitve obeh skupin. Moralo bi priti do zelo jasne prepovedi teh drugih demonstracij. Policija ima zakonske vzvode, da jih prepove in tudi onemogoči fizični prihod na prostor pred državnim zborom, kar bi se moralo zgoditi tako ali tako že na Prešernovem trgu. Ko je policija te zaznala, je tudi to ograjo premaknila iz dveh tretjin Šubičeve ulice na plato. S tem je tudi demonstrante avtomatsko potegnila, potisnila nazaj. Poudarjam pa, da uradnih demonstrantov študentske organizacije tukaj še sploh ni bilo. Ti so prišli v skladu z dovoljenjem. V skladu z dovoljenjem. Po Slovenski cesti in zavili desno na Čopovo ulico in prišli pravzaprav na zapor, ker se niti niso mogli gibati v tisti smeri, kjer jim je bilo dovoljeno, uradno z dovoljenjem upravne enote. Tako da je tam bilo kar nekaj težav. Seveda je v nadaljevanju situacija taka, da ko so že začele vse te kocke leteti proti parlamentu, že v času, ko so jih sprožile ultralevičarske in anarhistične skupine, potem se približajo študentje, uradni, torej študentske organizacije Slovenije, in ti ljudje se umaknejo. Ultralevičari se umaknejo nekoliko nazaj proti stavi te arterije. Meni ni razumljivo, bom rekel, čisto, zakaj tako ravnanje, zakaj ne postopanje po zakonu o javnih zbiranjih in zakaj ni prišlo do preprečitve demonstracije te skupine na prostoru pred državnim zborom, ker niso imeli nobenega dovoljenja. Zato pravzaprav je kar veliko ugibanj, ki bi jih želeli v sredo razčistiti. Med drugim bi želeli gospoda Gantera zelo jasno vprašati, kakšna navodila je dal ali pa kaj se je pogovarjal z gospod Kesavo v zvezi z demonstracijami. Na
Dalje želimo zelo jasno vedeti, kakva navodila je dajala ministrica za notranje zadeve v policiji. V skladu z drugim členom zakona o policiji v zvezi s tem. Torej, ministrica ima to možnost in verjamem, da je izrabila. Mnogo podatkov pa kaže na to, da je prepovedala, da bi se komerkoli skril las. Ampak ne to ona pojasni. Želimo vedeti tudi od vodja operativnega štaba, kakva navodila je dobro. Policisti nižjih nivojev zelo jasno povedo, da so želeli pomoč, da so opozarjali, kaj se dogaja, vendar te pomoči ni bilo. Ne samo, da pomoči ni bilo, vse kaže, da jim je bilo zaukazano, da tam stojijo kot kipi, v katere mečejo nevarni predmet, kar se mi zdi nerazumljivo ponižanje policistov. Torej, odboru za notranjo politiko bomo pa seveda predlagali več sklepov, ki jih lahko tudi spremenimo glede na potek seje odbora in pričevanje tako gospoda Dankarja kot gospe Krisavlja. Torej, kdo se ne upraviči, bomo skušali ugotoviti v sredo.